V 20 letih prejšnjega stoletja je Stephanie St. Clair postala pomembna osebnost v newyorškem podzemlju, upletena v organizirani kriminal in nezakonite igre na srečo, pri čemer je obogatela. Znana kot Queenie ali Madame St. Clair se je spopadla tako s policijo kot z italijansko mafijo, a njen kriminalni imperij je na koncu propadel. Pridružite se mi in izvedeli boste, zakaj. Okoliščine rojstva in zgodnega življenja Stephanie St. Clair niso povsem jasne. Vendar naj bi se rodila na otoku Guadeloupe v Karibih na božični večer leta 1897. Bila je afriškega rodu. Njena mati naj bi bila ženska po imenu Felicien, o njenem očetu pa ni znanega ničesar. Kljub temu, da je bila samohranilka, verjetno iz skromnega okolja, je Felicien trdo delala in ji uspelo poslati svojo hčer v šolo, kar pomeni, da je bila bolje izobražena kot mnogi njeni kriminalni tekmeci, s katerimi se bo v prihodnjih letih soočala v Ameriki. Kasneje v življenju si je izmislila zgodbo, da naj bi bila v resnici iz Francije, vendar je bilo to le del lastne samomitolizacije St. Clairjeve. Nekateri viri trdijo, da je morala St. Clairjeva v zgodnjih najstniških letih zapustiti šolo, da bi skrbela za svojo mater, ki je bila zelo bolna. V tem času je delala, varčevala denar in po materini smrti je končno zapustila majhen otok, na katerem je odraščala, ter se odpravila v Montreal. Kakršnikoli so že bili natančni podatki o njenem rojstvu in otroštvu, vemo, da se je nekje v 1910-ih končno odpravila v Združene države. To se je morda zgodilo že leta 1911, ko je bila komaj najstnica, ali pa se je zgodilo po Prvi svetovni vojni. Nesporno pa je, da je kot mlada ženska v sredini svojih 20 let živela v New Yorku. Na začetku 20 let prejšnjega stoletja se je naselila v Harlemu, ki je od konca 19. stoletja naprej postal izrazito afroameriški del New Yorka. Tukaj naj bi se zaljubila v drobnega kriminalca po imenu Duke. A to se je kmalu obrnilo na slabše, ko je poskušal prisiliti v prostitucijo, sam pa je bil kmalu zatem ustreljen v pretepu med stolpami. Nekaj mesecev kasneje naj bi imela St. Clairjeva novega fanta po imenu Ed, s katerim sta začela prodajati droge. Po nekaj mesecih je zaslužila okoli $30,000 in je želela zapustiti Eda. Ko mu je to povedala, jo je Ed poskušal zadaviti, vendar ga je tako močno odrinila, da je z glavo udaril ob mizo, si zlomil lobanjo in kmalu zatem umrl. Velik del teh ugibanj o zgodnjem življenju St. Clairjeve izhaja iz biografskega romana Rafaela Convillona z naslovom Madame St. Clair Ronde de Harlem oziroma Madame St. Clair Queen of Harlem v angleščini. Koliko od tega je res, ni znano, vendar pa smo lahko prepričani v naslednje. Pridružila se je tolpi 40 tatov, stoletje stari kriminalni tolpi v mestu, katere korenine segajo v 20. leta 19. stoletja. In kmalu se je začela ukvarjati tudi z nezakonitim igrami na srečo. Stephanie St. Clair je postala zloglasna zaradi svojega sodelovanja v tako imenovanem poslu s številkami oziroma igri številk. To se je pojavilo zaradi rastne politike tistega časa, ki je v veliki meri izključevala Afroameričane iz vlaganja na Wall Streetu. Posel s številkami oziroma tako imenovano policy bančništvo je bil zapleten način zaobidanja te prepovedi. Tisti, ki so vodili policy bančništvo, so v bančnih sedežih in finančnih podjetjih zaposlovali nadzornike, kurirje in uradnike, ki so bili na njihovem plačilnem seznamu. Hkrati so vodili loterije, ki so bile na mnoge načine alternativa za tiste, ki so želeli vlagati na newyorške trge. Posamezniki so izpolnjevali loterijske listke ali listke policy, ki so jih zagotavljali upravljavci številkarskega posla. Te so nato odnesli v banke in finančne hiše, kjer so zaposleni pri vodjih številkarskega posla vlagali določene vsote denarja v določene stvari, odvisno od podrobnosti na loterijskih listkih. Na ta način so lahko posamezniki v Harlemu, ki je v 20 letih prejšnjega stoletja doživljal velik gospodarski razcvet, vlagali denar v New Yorku. Brez da bi tisti, ki so vodili finančne operacije mesta, sploh vedeli, kdo vlaga denar, so drugi preprosto stavili na to, kakšni bodo dnevni finančni rezultati z Wall Streeta in bank. Če bi oblasti kdaj preiskovali kakoli od tega, bi tisti, ki so vodili številčarski posel, trdili, da vodijo nedolžno skupnostno loterijo. Ta številčarski posel je bil v veliki meri oblika iger na srečo, ki je temeljila na finančnem sektorju New Yorka in je bil po takratnih zakonih nezakonit. St. Clair se je začela uveljavljati kot igralka v harlemskem poslu s številkami od začetka 20 let prejšnjega stoletja naprej, čeprav ni jasno, kako je natančno zbrala svoj začetni kapital. Morda je za začetek kapital pridobila iz časa, ko je bila v poslu z drogami, vendar tega ne moremo zagotovo trditi. Sodobniki so jo opisovali kot arogantno, a prefinjeno in izobraženo žensko z divjim temperamentom, ki ga je pogosto usmerjala proti svojim tekmecem. Osebnost St. Clair ji je pomagala uspeti v tem poslu. In do sredine 1920-ih je St. Clair ustvarjala znaten dohodek,
saj je prejemala odstotek od vsega denarja, vloženega v številčarsko dejavnost. Vodila je tudi več različic loterije. Ena izmed najbolj priljubljenih je bila loterija, ki je uporabljala številke, pridobljene iz newyorške Kirinške hiše. Vsak dan so tisti, ki so stavili pri St. Clair, stavili na številko med 1 in 999. Stave so bile običajno majhne. 5 centov je veljalo za precejšno stavo. Toda s tisoči udeležencev vsak dan je lahko znesek vloženega denarja sčasoma postal zelo velik. St. Clair in njeni zaposleni so nato določili zmagovalne številke na podlagi dveh številk: dnevnega obračunskega zneska za članske banke newyorške Kirinške hiše in stanja dobroimetja pri Zvezni rezervni banki. Torej, St. Clairova loterija je bila oblika iger na srečo, vendar je šlo za različico, ki je nagrajevala določeno poznavanje borze in finančnega sveta New Yorka v tistem času. S tem se je dalo zaslužiti veliko denarja. Zato je bilo v poslu s številčno loterijo v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja vpletenih veliko posameznikov iz newyorškega podzemlja. Zaradi tega je svetnica Clara obogatela in postala znana po vsem Manhattanu kot Queenie. Prebivalci Harlema pa so jo imenovali Madame St. Clair. Do leta 1930 je en newyorški novinar ocenil, da si je nabrala osebno bogastvo v vrednosti približno $500 milijonov, kar je enakovredno skoraj 10 milijonom dolarjev. Danes, medtem ko je imela v lasti tudi več stanovanj in hiš v Harlemu, vstop St. Clairjeve v podzemlje Harlema ni dolgo ostal neopažen. Njen glavni tekmec v poslu z loterijo v severnem delu New Yorka je bil Dutch. Schultz, rojen kot Arthur Flegenheimer, domačin iz Bronxa, je bil mafijski šef z legendarno jezo in nasiljem, ki se je v 20. letih prejšnjega stoletja uveljavil kot eden glavnih newyorških kriminalcev, potem ko je vstopil v posel tihotapljenja alkohola. Do poznih 20. let prejšnjega stoletja je imel več kot 100 ljudi, ki so delali zanj. In nekateri newyorški tožilci so ga imeli za javnega sovražnika številka 1 v mestu. Bil je tesno povezan z mafijo v mestu in vodilnimi osebami, kot sta Charles Lucky Luciano in Maj Lansky. Vendar so ga ti imeli za nekoga, ki je nekoliko nepredvidljiv. Ko se je v zgodnjih 30. letih prejšnjega stoletja zdelo, da se bo prepoved alkohola kmalu končala, je Schultz začel pritiskati na St. Clairjevo podjetje in ji postavil ultimat. Ali mu popolnoma prepusti svoje podjetje, ali pa mu začne plačevati velik delež svojih dobičkov. Mnogi drugi so popustili pritisku Schultza, vendar St. Clairjeva ni bila ena izmed njih. V zgodnjih 30. letih prejšnjega stoletja je Stephanie začela organizirati svoje preostale stranke za intenziven odpor proti Schultzu. Ko so izvedeli, da vodje trgovin in drugi lastniki podjetij v Harlemu pobirajo stave za Schultza, so jih nasilno soočili, stopili v njihove trgovine in jih razdejali. V kampanji zastraševanja je gospa St. Clair celo objavila oglase v harlemskih časopisih, v katerih je prebivalce spodbujala, naj stavijo pri temnopoltih, s čimer je mislila, naj ne vlagajo svojega denarja pri Schultzu, temveč podprejo njo kot lokalno temnopolto žensko. Schultz je hitro odgovoril s kampanjo zastraševanja proti St. Clairjevi, ki je hitro prerasla v ugrabitve in umore. Na Stefanino glavo je bila celo razpisana nagrada, zaradi česar je St. Clairjeva začela uporabljati vrsto skrivališč v Harlemu. Na vrhuncu te brutalne kampanje se je morala St. Clairjeva med enim od obračunov skriti pod kup premoga, da bi se izognila smrti strani Schultzevih mož. Zaradi tega je ohranila nizek profil in svoj kriminalni posel prepustila svojemu glavnemu izterjevalcu, Ellsworthu Bumpyju Johnsonu. Do konca spopada je bilo ubitih več kot 40 ljudi. Na koncu se je konflikt med St. Clairjevo in Dutchom Schultzem končal s Stefanino zmago. Vendar je bilo to bolj posledica nepredvidljivosti zapletene politike newyorškega podzemlja v 30. letih, kot pa česarkoli, kar je St. Clairjeva uspela narediti. Odnosi med Schultzem in Lucianom, vodjo italijanske mafije v New Yorku, od poznih 20. let dalje, so bili vedno napeti. Stvari pa so dosegle vrhunec, ko je Schultz neposredno prekršil ukaz komisije, ki jo je vodil Luciano. Takrat je Schultza zaradi goljufije in utaje davkov obtoževal Thomas Dewey, višji posebni tožilec mesta New York, zato je Schultz načrtoval, da ga bo dal ubiti. To je storil kljub temu, da ga je mafijska komisija predtem svarila, saj so se bali, da bi Deweyjeva smrt povzročila popoln pregon. Zaradi tega je komisija odločila, da je treba Schultza ustaviti. 23. oktobra 1935 je bil ustreljen, medtem ko je sedel na stranišču v restavraciji v Newarku v New Jerseyju. Naslednji dan je zaradi poškodb umrl. Ko je umiral, je St. Clair poslal telegram Schultzu, v katerem je pisalo, kar seješ, to žanješ, in ga podpisal kot Madame Queen of Policy. Telegram naj bi po poročanju pristal na naslovnicah po vsej državi. Medtem ko je bila v sporu z Dutchom Schultzem, je bila St. Clair občasno vpletena tudi v prepire z newyorškimi organi pregona.
To je bilo posledica njene vpletenosti v loterijski posel, pa tudi njenega aktivizma v Harlemu. Do poznih 1920-ih je začela objavljati oglase v lokalnih časopisih, s katerimi je želela obveščati Afroameričane o njihovih pravicah. Kaj naj storijo, če jih nadleguje policija ali če so aretirani? To je sčasoma pripeljalo do njenega vzpona kot voditeljice skupnosti. Ti dve stvari sta skupaj povzročili, da je Stephanie postala tarča kampanje newyorške policije in decembra 1929 je bila končno aretirana. Na koncu je bila obsojena zaradi iger na srečo in drugih zločinov ter obsojena na 8 mesecev v delovni poboljševalnici, kjer je morala opravljati težka dela. St. Clair je iz delovne poboljševalnice išla konec leta 1930 z odločnostjo, da se maščuje organom pregona v New Yorku. To je bilo ravno v času, ko se je začela serija preiskav pod vodstvom sodnika Samuela Seaburyja, katerih cilj je bil razkriti korupcijo v newyorški politiki, policiji in sodstvu. St. Clair je kmalu začela zagotavljati notranje informacije Seaburyjevi komisiji in trdila, da policija po vsem mestu nadleguje temnopolte operaterje loterije, kot je bila sama, medtem ko zamiži na eno oko pri tistih, ki so povezani z bolj uveljavljenimi organiziranimi kriminalnimi združbami. Njeno pričanje je na koncu privedlo do aretacije ali odpustitve enega policijskega poročnika in 13 policistov nižjega ranga. Razpitost St. Clair je v New Yorku dosegla vrhunec sredi 30 let prejšnjega stoletja, kot ženska, ki si je ustvarila ime kot neodvisna operaterka loterijskega posla. V Harlemu se je soočila z enim najnevarnejših mestnih gangsterjev, Dutchom Schultzem, in se maščevala policistom, ki so jo konec 1920-ih skušali spraviti v zapor. Njen zloglasni sloves je še naprej rasel. Leta 1936, ko se je odločila skleniti pravno nepriznano zakonsko zvezo z škofom Amrujem al-Mu'mininom. Sufi Abdul Hamid, ekscentričen in kontroverzen aktivist za pravice temnopoltih v New Yorku tistega časa, katerega antisemitski izpadi so mu prinesli vzdevek Črni Hitler. Hamid je trdil, da se je rodil blizu egiptovskih piramid in je na zborovanjih po vsem mestu govoril oblečen v turban in ogrinjalo. Resnica pa je bila, da je izviral iz Massachusettsa, ko sta se on in St. Clairjeva zapletla. Sredi 30 let prejšnjega stoletja uveljavil se je kot posameznik, ki si je prizadeval pridobiti naklonjenost nemško-ameriške skupnosti ter ostro nastopal proti judovski skupnosti v mestu. Njegova in Stefaničina pogodba iz leta 1936 je določala, da bosta poročena za enoletno poskusno obdobje. Če bi uspelo, bi sklenila formalno zakonsko zvezo, vendar do tega nikoli ni prišlo. Hamid ni bil zvest in je imel več afer, ko je St. Clair izvedela za eno izmed njegovih romanc z Madame Fufatam, vedeževalko in mistikinjo z Jamajke. 19. januarja 1938 ga je 3krat ustrelila. Čeprav je bil Hamid v napadu komaj ranjen, saj ga je krogla le oplazila, je bila St. Clair obtožena poskusa umora. Med senzacionalnim sojenjem, ki je sledilo, je Hamid priznal, da je v resnici Eugene Brown, vendar to ni veliko spremenilo. V svojo obrambo je Stephanie trdila, da se je soočila s Hamidom, ker jo je grdo obravnaval in da je pištola sprožila med pretepom med nekdanjima ljubimcema. Sodnik ni bil prepričan in je izjavil, da je St. Clairjeva, citiram, vse življenje živela na račun svoje iznajdljivosti ter jo obsodil na 2 do 10 let zapora. Poslana je bila na prestajanje kazni v ženski zapor Bedford Hills v okrožju Westchester, severno od New Yorka. St. Clairjeva je bila izpuščena iz zapora v zgodnjih 40 letih prejšnjega stoletja. O njenem življenju potem je malo znanega, saj se je namerno držala bolj v ozadju. V teh letih ni bilo več oglasov v časopisih, ki bi razglašali nemire afroameriške skupnosti v New Yorku, niti poskusov, da bi se vrnila v kriminalno podzemlje mesta. Čeprav ni več vodila svojega imperija številčne loterije, je bila še vedno premožna ženska, zahvaljujoč pametnim naložbam, in se je upokojila v vili na Long Islandu, medtem ko se je v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja ukvarjala z zakonitimi in legalnimi posli. Njen sodelavec Bumpy Johnson, ki je po St. Clairjevi postal kralj Harlema, je v njenih poznejših letih živel pri njej in pisal poezijo v njeni hiši na Long Islandu. Nekaj redkih omemb njenih poslovnih dejavnosti v teh letih izhaja iz njegovih izjav in razkrivajo žensko, ki je bila zadovoljna z mirnim upokojenskim življenjem. Umrla je v New Yorku leta 1969, stara 72 let. Ko je umrla tistega decembra, časopisi niso vsebovali nobene novice o smrti nekdanje madam. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Stephanie St. Clair. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi, kaj si mislite o njenem življenju spodaj v komentarjih. In če imate še kakšne druge predloge, jih prav tako pustite v komentarjih. Upam, da ste naročeni na moj kanal, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim in da imate vklopljena obvestila. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjih Forgotten Lives. Hvala.